4, 3, 2, 1, zdaj! Kranj je osvetljen. En aplavz za Kranj, ki se je odel v decembrsko vzdušje. S prižigom prazničnih luči se je v Kranju tudi uradno začel veseli december. Za nekatere je to najlepši čas v letu, za druge pa Isto kot januar, marc, avgust. z lučmi v mehki beli svetlobi Kranj nadaljuje zgodbo lanskega decembra. Ulice zopet krasijo Prešernovi verzi, ki so zasijali ravno na slovenski kulturni praznik, imenovan Ta veseli dan kulture. Kranjska praznična pravljica vam bo tudi letos ogrela dušo in vsaj za en mesec poskrbela, da boste pozabili na vse tegobe. To je zelo pomembno, predvsem, da smo skupaj, pa da na ta način nekako to družinsko vzdušje pa tudi to ponesemo med ostale. Družinski praznik več ali manj, da se malo več časa vzame za družinske člane, pa takole, da se malo obišče take kraje, pač okrasitev pogleda. Zame pomeni to, da se veselimo, da se imamo v družini radi, da se skupaj gremo z družino, kakšna večerja, sploh za nov let, da se dobimo, da praznujemo novo leto, da se spominjamo lepih dogodkov. In teh je bilo v letu, ki se izteka, zagotovo nekaj. Veseli december nas med drugim opominja, da se moramo bolj združiti z družino, se imeti dober, kaj speč, koga obiskati. Božično novoletno drevo je v svojem sjaju vidno z glavnega trga. Osrednje prizorišče pa je pred Prešernovim gledališčem, kjer je postavljena tudi božična vas, kjer vas pričakujejo z bogato kulinarično ponudbo. Jaz sem se pa komaj zdaj priselila, pa sem prvič kle, pa mi je res všeč. Pač, ne vem, mi nismo takrat imeli nikoli to lučk, pa pač zanimiv mi je. Ja, pač lučke, pa darila, pa citrulen, pa hrana dobra. Kaj pa darila? Bo hvala Miklavž prišel, pa Božiček. No, in tudi dedek Mraz. Dobri možje bodo tudi letos obiskali izjemno lepo okrašen Kranj. Kakopak, ta je lani prejel priznanje za najlepše okrašeno slovensko mesto. Kot kaže, tudi letos ne bo nič drugače. Če kdaj, potem je zdaj pravi čas, da se imamo radi.